Zdaj pa skok v Normino kuhinjo. Gospa Silva nam bo danes pripravila egipčanske falafle. Prisrčno dobrodošli ponovno v Normini zdravi kuhinji. Danes bom za vas pripravila egipčanske falafle. In tako kot vedno sem tudi tokrat vse sestavine nabavila v bioprodajalni, kar pomeni, da so vse sestavine ekološko pridelane, certificirane. Zdajle za falafle je pravzaprav osnova v čičeriki. Jaz bom vzela vloženo čičeriko. Če jo boste vi kuhali, jo morate 24 ur prej namakati v topli vodi. Takole dobro je potrebno odcediti vso to čičeriko, ker mora biti masa čim bolj suha, drugače vam falafli razpadajo. In k temu bom zdaj dodala razne začimbe. Začela bom z soljo. Popramo čičeriko. Zdaj bom najprej dala indijski kumin zraven. To da potem tisto azijsko noto, tisti vonj pravi. Ta indijski kumin majčkeno nadrobim, da razvije bolj intenziven okus in vonj. Majčkeno bom dala tudi čilija, da bo to malo pekoče, ampak ne veliko, da ne bo preveč. In pa nekaj koriandrovih semen, kakšno žličko na primer. Če imate pri roki tudi kaj svežega koriandra, lahko tudi tega dodate. K tej masi obvezno dodamo tudi žličko sode bikarbone in pa na pol kile čičerike približno 2 do 3 čebule. Vsa ta čebula gre zdaj k čičeriki. Evo, to imamo zdaj še nasekljan česen, ga tudi damo k naši zmesi in zdaj nam manjka samo še takole kakšno pest svežega peteršilja še. Vse skupaj ročno preknetete in ko čutite, da masa ni več zelo vlažna, potem lahko pričnete delati falafle. Tako naredim majhne polpetke, lahko delate kroglice, kaj vam je bolj všeč. Malo bom jih pomokala še v pirini moki, takole, ko je olje vroče. Potem dodamo te majhne polpetke in jih nekaj minut odsvremo na vsaki strani. Medtem ko se nam falafle pečejo, bom jaz pripravila še omako, tahin omako. Osnova je tahin, to je 100% sezamov mus. Dala bom kakšni 2 žlici. Dodala bom enih 5 do 7 žlic naravnega jogurta tudi. Zdaj pa še vse skupaj začinimo. Malo strtega česna. Dala bom pol limone. In pa obvezno koriander. In sicer bom tudi tega majčkeno zdrobila. Falafli so spečeni in vzamemo jih ven. Takole, jaz bom položila 2 falaflička na sredino te tortilje. Vse skupaj še zdaj okrasimo z našo tahin omako, da bo tortilja bolj sočna. Jaz pri mnogih jedeh zelo rada uporabljam konopljina semena. So bogat vir nenasičenih maščobnih kislin in imajo pravzaprav idealno razmerje za človeško presnovo med omega 3, 6 in 9 maščobnimi kislinami. Tako da jaz jih potem posujem tudi po takšnih jedeh. Takole, naša tortilja je gotova, zdaj jo samo prepognete. Takole zataknemo zobotrebcem. In naš zelo zdrav, okusni in hiter prigrizek je gotov. Dober tek!